Ja, če pogledamo 8 let nazaj, ko smo mi začeli, bi rekel, da nismo sanjali, da bo ta projekt prerasel v srednji projekt promocije slovenske hrane. Mi čebelarji smo s tem projektom zelo zadovoljni, kajti osvestili smo otroke o pomenu čebelarstva. Danes, ko gremo v šole in vrtce, otroci že vse vejo o čebelah. Pred 8 leti skoraj nič, to se pravi, so se šolniki osvestili o pomenu čebel in to prenašajo na naše mlajše, tako da enkraten projekt. Slovenski med zaščiteno geografsko označbo je priznan na evropskem menilu, potem imamo pa še dva medova, kraški in pa kočevski, tako da kar nekaj je že zaščitenega, je pa želja Slovenske čebelarske zveze, da je čim več čebelarjev se v ta sistem priključi, ki je pa za čebelarje brezplačen, ker vse stroške krije Čebelarska zveza. Trenutno je nekje 300 čebelarjev vključenih, nam je cilj, da v naslednjem letu pridemo do številke 1000. Letos je bila izredno slaba letna in tako da je to nemogoče pričakovati, da bi bila taka številka, ampak še enkrat pravim, mi vse stroške, bom rekel, delovanja sistema krije Čebelarska zveza. No, Čebelarska zveza je želela pokazati nekaj novega in to je to, da pripravimo kosilo samo iz zaščitenih slovenskih proizvodov. In danes je v bistvu kosilo, ki smo ga predstavili tako medijem, vladni ekipi, poslancem z enim samim namenom, da na jedilnikih naših državnih inštitucij začnejo postreči slovensko hrano in ko pridejo tuje delegacije, da je dejansko to tisto, kar jim ponudimo, kar je naše, kar je najboljše. Ja, vse, v bistvu je kranjska klobasa, slovenski med, prekmurska gibanica, v bistvu vse tisto, kar je certificirano.